Pozdravljeni, sem Miljenka Šavli in v tokratnem videu bom predstavila, kako na enem mestu zbrati daljše in večje datoteke učencev. Google obrazci so dodali tudi novo možnost, to je nalaganje dokumentov v obrazec. Kako izgleda ta nova funkcija? Odprli smo obrazec in prvo vprašanje je ime in priimek učenca, ki bo nalagal dokument. Izbrali smo možnost kratek odgovor, ker gre samo za ime in priimek. In seveda vprašanje je obvezno. Nato dodamo drugo vprašanje. Pa recimo, da bomo tokrat govorili, naj opiše kroženje vode v naravi in ga opremi z ilustracijami, slikami in risbami. To je seveda daljši dokument, ki ga izdela v Wordu, v Google Docsu, z slajdi ali z PowerPoint predstavitvami in podobno. Ko smo se odločili za vprašanje, izmed možnih vprašanj, ki jih je cela vrsta, izberemo File Upload. Ko smo izbrali to možnost, nas sistem opozori, da bo moral biti učenec prijavljen v Google račun, da bo lahko poslal učitelju določen dokument ali datoteko. In nato nadaljujemo. Sistem nam omogoča, da lahko izbiramo med različnimi vrstami datotek, ki jih bo učenec naložil. Naložimo lahko, če tu označimo, se nam prikaže 8 tipov datotek, ki so možne. Recimo, da v našem primeru obkljukamo dokument ali prezentacijo. Izbor je resnično velik in pokriva skoraj vse možnosti. Če ne omejujete tega gradiva, tega ni potrebno izbrati, pustimo prazno. Poleg vrste določimo tudi število in velikost. Torej, omejili se bomo na en datoteko v tem primeru in do 10 megabajtov. Učenec dobi povabilo za reševanje foruma. Klikne na povezavo in se loti reševanja. Odkrije, da mora izpolniti imena. Ime in priimek. Nato ima spodaj možnost oddati svoje gradivo. Lahko ga naloži iz svojega Google Driva ali pa iz računalnika. Poglejmo si primer iz računalnika. Izberemo datoteko. Učenec izbere svojo datoteko. Ki jo ima v vodnem krogu. In jo naloži. Ko je datoteka naložena, jo tudi odpošlje. Učitelj si lahko odposlane datoteke ogleda pri odgovorih. Odgovore vidi in jih lahko odpre in jih pregleda. Poleg tega pa lahko najde povezave do dokumentov, do posameznih datotek tudi v preglednici z odgovori, ki si jo lahko naloži na svoj računalnik in jih ima zbrane na enem mestu tudi na računalniku. Sicer pa so shranjene v Google Drivu. Tako ima učitelj na enem mestu zbrane vsa gradiva, ki so jih poslali učenci. Tukaj vidimo povezave do gradiv. Poleg preglednice pa lahko učitelj dostopa tudi do vseh datotek v svojem Google Drivu, ker se tam avtomatično ustvari
posebna mapa, v katerem so gradiva. In tu si jih lahko ogleda. Tako je v tej Google Driveu v posebni mapici zbranih vseh možnih dokumentov, ki so jih učenci posredovali. Pregleda jih, lahko jih oceni in tudi posreduje mnenja učencem. Upam, da vam bodo te informacije pomagale olajšati zbiranje gradiv, ki jih učenci izdelajo doma. Lep pozdrav!